Evo smo live, dobrodošli vsi trije in vsi poslušalci v novem remotu. Tale je, mislim, da kar nekaj časa je minilo od prejšnjega remota, se mi zdi. Mislim, da se nismo mogli vsi uskladiti, ker so taki časi. Ampak evo nas, no. Mislim, nimamo veliko časa danes, mislim, da 1 urco. Pa imamo kar velik tematik za pokrit, tako da jaz bi kar skočil noter. Prva stvar, ki mene v bistvu najbolj zanima vaš pogled, je to, kar je Apple predstavil pred, mislim, da 2 tedni. Apple Vision Pro. Zdaj, ne bi jaz tukaj izgubil full besed, ker o tem AR-ju, VR-ju smo že ful govorili, pa sem nekako dal svoje mnenje okoli tega, ampak čistko me zanima tako enostavno vprašanje za vse tri, pa lahko začnem z Lukatom. Mal tvoj view glede use case-ov, če si jih pogledal, so se ti zdeli bolj smiselni, kot takrat, ko smo se o Meti pogovarjali, pa njihovem tem novi viziji in novi usmeritvi, ki so šli totalno v ta VR pa AR. Če se ti zdijo te use case bolj smiselni in kako misliš, da bo uspešen ta product launch oziroma sploh ta produktna kategorija za Apple pa nasplošno? Zdaj, meni se zdi, da je to, kar je Apple naredil, spet gromozanski preskok proti vsem ostalim, kar smo prej videli v VR-ju pa AR-ju. Ne vem, če ste gledali, kaj je te specifikacije, ampak v bistvu Apple predvideva, kaj boš ti kliknil, spremlja tvoje zenice, ker v bistvu tvoja zenica predno klikneš oziroma hočeš na nekaj klikniti, se odzove, ker že pričakuje nov respons in oni v bistvu preko tega lahko predvidijo, kaj je naslednja stvar, ki ti hočeš klikniti. Potem lahko spremljajo, ne vem, tvoj srčni utrip, gledajo, probajo predvideti, kako je tvoje mentalno stanje, ali te nekaj zanima, ali si prestrašen, si sproščen, imaš nek fokus. Tako da glede tega se mi zdi, da so naredili res gromozanski preskok. Se mi pa ta kategorija še vedno zdi daleč. No? Trenutno je to nek začetek, pravi začetek VR-ja, AR-ja, ki ga je Apple začel. Jaz pa mislim, da bo to zelo zanimivo tam čez ne vem, 5 do 10 let, ko bojo ta očala, ne vem, v velikosti Ray-Ban očal. Ker trenutno še vedno zgledaš zelo šalabajzersko s tem, no? Kot da se greš potapljati, pa tam neke ribe gledati s to masko, pa tisti kabel, pa vse skupaj, to je še vedno dost preglomazno, da bi zdaj, ne vem, jaz si ne predstavljam, da bi zdaj, ne vem, v neki sobi jaz ali pa po pisarni kolovratu z temi očali. Bo pa to začelo en kup razvoja, tudi raznih programov, use case-ov, in mislim, da je lahko ta VR AR naslednji vmesnik, ne? Ker mobilne telefone smo nekako že zmaksimizirali, kaj lahko iz ekrana dobimo. Tudi problem je, ker ne vem, ko hodiš okoli, vedno gledaš v telefon, zgubiš fokus. Pri AR-ju pa ravno to prednost, da v bistvu ti si še vedno v svojem okolju, imaš pa neke nove informacije, da se mi zdi to super, no? Ampak vse dost Appleovih produktov, ko so na začetku prišli ven, še niso bili ravno popolni. Naprimer, tudi Apple Watch, ta prvi je bil čisto nekoristna stvar, ne? Baterija je držala pa od dneva, nisi imel GPS-a, potem pa to z vsako generacijo izboljšajo, zmanjšajo, tehnologija gre toliko naprej, da je potem to lahko vse lažje, baterije so močnejše in tako naprej. In jaz pričakujem, da bo nekaj podobnega se tudi z tem Appleovim produktom zgodilo, ne vem, čez 5-10 generacij. Ja, jaz se generalno strinjam z vsem, kar si rekel, da je res to ena verzija niča, ne. Tako kot prva Apple Watcha, ne, ki je zdaj čist drugačen produkt, je trenutna 7K, ne. Čist bolj uporabna, več aplikacij, več use case-ov, ne. Ampak nekje je treba začeti, ne. In jaz tako, kot sem takrat govoril, če jaz za 3 ure pa pol, ne, kolikor je štartna cena, verjetno bo v evrih 3 ure pa pol, ne. Če dobim jaz 6 monitorjev, ne, ki so enkrat 3 monitorji, enkrat 5 monitorjev, enkrat 10 monitorjev,
Že sam ta use case, ne, če pogledamo, pa da mi recimo oči ne trpijo fula, ne, to je treba probati, se mi zdi dodana vrednost za mene osebno. Ne vem, Jaša, kakšen je tvoj take? Ja, jaz sem bil v bistvu kar navdušen, kaj so pokazali v primerjavi z Facebookom. V bistvu tukaj se bolj relajam na opinion enega modela, ki ga dosti cenim, ki se mu reče Ben Thompson, ki je v bistvu legit tech commentator, ima svoj blog Stratechery, ki je paid for, ampak je res zelo in-depth napisal o tem produktu, tudi testiral ga je in je rekel, da to je absolutno leading product v primerjavi z Facebookom in tudi ta integracija softverja, hardverja, posebenega real-time čipa, se pravi ta latency je ful manjši in to je bil do zdaj problem. In mislim, da use case bojo absolutno prišli. Se strinjam z Lukatom, da to bo v eni fazi lahko nek nov operating system, ne? Tako kot je bo kompjuter pa phone, bo zdaj očala. In jaz absolutno vidim tudi adoption in the business, ne? Productivity. Ne? Če imaš ti ta očala in imaš lahko, ne vem, 3-4 skrine in v bistvu vse je ful bolj kompaktno, se mi zdi to top. Tako da, čim se ta očala zmanjšajo, pa par v bistvu te developerji začnejo razvijati aplikacije, se mi zdi, da bo tudi adoption prišel. Najbolj se mi zdi pa to, da to je potrditev kategorije. Ker če Apple vloži svoj big release, ne, v nek produkt, to pomeni, da to je sigurno potencial velik, ne. Se pravi, ko je Facebook to naredil, sem bil ok, malo skeptičen, zdaj, ko je to Apple naredil, sem pa bi se skoraj zihar, da bo to dejansko prišlo tudi na market in bo adopted. Ne še takoj, tudi recimo release bo v Ameriki šele 2024, v Evropi verjetno šele 2025, tako da to bo še nekaj časa trajal in mislim, da že ena 3., 4. verzija bo po mojem že kar uporabna. No. Tako, imel boš enega ali pa 2 prijatelja, ki bo to uporabljal in bo rekel fuli hudo. Ja, Boris, tole si mi šeril, kar sem dal prele na zaslon. Se bi prišli do tega, ne. Mogoče sam najprej moj komentar glede Apple. Torej, jaz sem imel visoka pričakovanja, glede na vse, kar sem slišal vnaprej. Razlog, da sem imel ta pričakovanja, je bil predvsem v tem, da se veliko govori o tem, da ima v bistvu Apple neizpolnjene procesorske kapacitete na svojih napravah in da te kapacitete samo čakajo na neki use case, ne. Torej, neko povezovalno umetno inteligenco in tako naprej. In jaz sem računal od tega dogodka, da bodo v bistvu tudi to oznanili, ne. Pa niso, ne. V bistvu pri vseh teh featurjih, ki so jih predstavili, je ostala ena taka glomazna luknja, ki bi rekel, bi jo lahko zapolnili kakšni jezikovni modeli. In tega nismo videli. Tako da, ko sem jaz pol to videl, sem si rekel, ok, tole je saj za mene zelo veliko razočaranje pravzaprav, ne. Mislim, pustimo te stvari glede cene, pa recimo ta letnica 2024. Mislim, zdaj smo v takih časih, ko se stvari premikajo hitro, ne. Zdaj, če danes napove nekdo release 2024, je to tako, kot da je 5 let nazaj nekdo napovedal release za 2024, ne. Pač, takrat se sploh ne bi zmenili za to, ne. In tudi zdaj, pač ne vem, ne. Torej, jaz mislim, da, evo, se strinjam, Klemen, ne, ta uporaba za monitorji je legit, ne, in tudi meni zanimiva, ne. Vprašanje pa je zdaj, ne, koliko so ljudje pripravljeni za to plačati, ne. To je pa drugo, ne. Torej, drugač, jaz mislim, da je AR ful zanimiva tehnologija sicer, samo po mojem je treba skombinirati z umetno inteligenco, ne, in zato, da to narediš, ni treba veliko, ne. Zato sem dal primera, ne, tole, ki si prej pošeril, mogoče lahko še enkrat, ne. Gre sicer za monokl, gre za zelo eksperimentalno zadevo. V bistvu tole stane 350 €, kar se zdi veliko, ampak je pa popolnoma odprto kodno. Tako da v bistvu za kakšne hekerje, ki bi se radi s čim igrali, perfektna stvar.
In ima en zelo primitiven ekranček gor, ampak to je dovolj, da v bistvu lahko outpute od jezikovnega modela gor kažeš. Ne? Tako da, če ti povežeš to z telefonom, z internetom, ne, v bistvu lahko v realnem času stvar posluša, kaj govoriš, ne, in ti na zaslon prikazuje neke outpute jezikovnih modelov, ki so lahko zelo sofisticirani. Ne. Mislim, zgledaš seveda dorki, ne, mogoče še bolj kot z Appleovo zadevo, čeprav to je debatable. Ne. Ampak se ne gre za to. Ne. Gre za neko zgodno verzijo, ki jo bodo še dodatno miniaturizirali. Tako da si predstavljam, ne, če bo to enkrat ena majhna ploščica, ki si jo boš preslonil gor na očala, pa ti bo omogočala, da imaš ta direkten view jezikovnih modelov. Mislim, je nekaj, kar bi jaz sigurno kupil. Ne. Recimo, kar se tiče use case-ov, zdaj doskrat kdo, ne vem, pomiva posodo, pa zraven posluša podcaste. Ne. Zdaj, kakšno tako zadevo bi pa lahko tudi programiral vmes. Tako da... Ampak, Boris, glede tega, se to sem tudi hotel mal tvoj view glede Appleovih poizkusov na področju teh jezikovnih modelov, oziroma lahko rečeva umetne inteligence, oni imajo ta Siri, se pravi nek ta asistent. A mal poveš, kako to dela, ker to je zelo stara tehnologija, pa a vidiš to nekako normalno nadgradnjo na to, da bi Siri pač bolj uskladil tehnološko s temi jezikovnimi modeli, o katerih se pogovarjamo na podcastu. Ja, mislim, vsi te tako imenovani, da rečem pametni asistenti, Siri, Cortana, Google Assistant, pač to je prejšnja generacija, bom rekel, chatbotov, kjer temeljijo v bistvu na nekih teh tokovih dialoga, ki so v bistvu vzpostavljeni vnaprej. Tako da imajo v bistvu zelo malo fleksibilnosti. Pa se vsak imel izkušnjo, kako hoče povedati nekaj najbolj osnovnega, pa ga stvar doskrat ne razume dobro ali pa naredi nekaj narobe. Tako da jaz bi rekel, da na koncu, ko potegnemo črto, so te asistenti bolj, bom rekel, malo zablamirali to celo polje chatbotov in ustvarjali neko razočaranje, ki pa ne odraža tega, kaj so zmogljivosti danes. Tako da jaz sem po svoje malo presenečen, zakaj v bistvu niso že drastično nadgradili teh asistentov. Zdaj mislim, da je eden od glavnih razlogov cena. Pač, ker če hočeš to narediti zelo kvalitetno, to kar eno solidno količino resursov in ta trenutek mogoče enostavno ni dovolj motivacije za to, da bi to skalal na tak način. Ampak ja, če si pa predstavljamo ta Vision Pro z Siri asistentko, ki je sposobna. Sposobna, ja. In vse tisto, kar je Luka prej govoril, se pravi prediction na podlagi mojih navad, vzorcev in vsega, dobimo pa tako zelo nek močen produkt, ki ti lahko pomaga day to day, ali pri entertainmentu, ali pri delu. Mislim, meni se zdi recimo na to, kar si omenil, da te pozna, to je po mojem zelo velik pomemben faktor. Torej, jaz tudi mislim, da bo en trend, v katerem se bo verjetno še kar nekaj govorili, je neke vrste personal AI. Torej, gre pač za nek model, ki ga ima nekako uporabnik pod kontrolo, ki je unikaten uporabniku, ni to zdaj neka stvar, ki pač, bom rekel, je centralno kontrolirana. In pa posledično uporabnik lahko tudi bolj zaupa tej stvari, ker pač se ve, to je njegovo, po možnosti na njegovi infrastrukturi laufa. In zdaj če zaupa v bistvu takmu asistentu veliko stvari, recimo v svojih aktivnostih, v tem, kaj bere, v tem, kaj gleda, njegovo korespondenco, potem bo pač ta stvar zelo dobro poznala njega. In bo tudi posledično veliko bolj uporabna, kot pa to, kar imamo danes. Mogoče je tu malo dodal, jaz sem prepričan, da Apple dela tudi na svoji različici ChatGPT-ja. Seveda, ko bo to pri Apple prišlo ven, bo dosti bolj premišljeno, ker ChatGPT ima en kup nekih primerov, ki niso mogoče premišljeni, nekih rizikov, o katerih ne razmišljamo. Ko bo to prišlo pri Apple, bo to sigurno premišljeno, tako da jaz sem prepričan, da tudi oni že imajo svojo verzijo tega. Pa to, da bi bili nad Apple Vision Pro verzijo razočarani, se mi zdi
razočarani, mogoče, ker si ti pričakoval AI, da bi ga oni že predstavili, da bi razumel, kaj Apple dela, ampak to, kar je Apple naredil, Apple z to napravo bere tvoje misli. In ko jaz sem poslal en link na Twitterju, to je bil en glavni researcher, developer za Apple Vision Pro, mogoče lahko Klemen potem deliš, in on ravno piše v tem, kaj so oni v bistvu hteli z tem Apple Visionom doseči, da je tu en kup neurotehnologije, da probajo predvideti, kaj si ti misliš, kaj boš kliknil, in zaradi tega opazujejo tebe, kako reagiraš. In če razmišljamo o tem, to je en problem vseh teh vizualnih vmesnikov, VR, AR, da imaš ponavadi nek kontroler, ki ni toliko intuitiven, in oni so pa ravno šli v to, da v bistvu opazujejo tvoje reakcije, opazujejo tvojo zenico, opazujejo tvoj srčni utrip, kako se tvoje telo odziva, tudi neke mikrozvoke spuščajo, ki jih v bistvu ti ne zaznaš, ampak oni lahko na podlagi tvoje reakcije spet preberejo neke informacije iz tebe. In jaz mislim, da je to največji napredek v primerjavi z vso konkurenco. In tudi on piše v tem članku, da na vse te informacije imajo AI, ki potem predvideva, kaj ti hočeš narediti, kako se počutiš in tako naprej. In jaz sem prepričan, da bo Apple tudi predstavil svojo verzijo AI-ja in skupaj z tem je potem to res zelo, zelo močno orodje. Ampak spet tudi trenutna cena, jaz mislim, da je to bolj cena za neke večje developerje, da ne toliko za... Ljudje si bodo to kupili kot tudi home device, ampak v tej fazi je to nek prvi korak, da se začne še več razvoja, še več eksperimentov, in po mojem bo ta produkt, ne vem, čez 5-10 let, tisto, kar, ne vem, mogoče sploh ne bomo rabili več telefona, ne? Ali pa bo telefon samo neka pomoč tem VR-ju, AR-ju. Kot vmesnik se mi zdi pa super, ne? Tudi pri avtih, ko so začeli delati tiste heads-up displeje, da v bistvu lahko vidiš ti vse informacije, medtem ko voziš, ne rabiš gledati dol, ti zelo pomaga, da si ti še vedno v stiku z okolico, s prometom, hkrati pa dobiš informacije, ki jih rabiš. Ne? Ja, ne, mislim, se strinjam, ne, zdaj, če bi tle noter vključila neke jezikovne modele, da bi bil res hud produkt, ne, zato sem bil presenečen, ne, da niso. Ampak, Luka, se mi pa zdi tako zanimiv, ne, recimo to, kar rečeš, ne, te horizonti, ne, 5 do 10 let, ne. Meni se zdi tako, danes pri tehnologiji mogoče kar nekako riskantno razmišljati o teh horizontih, ne, recimo tudi, če pomislimo stališča tega, ne vem, da naprimer en startup hoče razviti nov produkt, ne. Recimo moj fokus se je bistveno bolj zdaj prestavil na to, da gledam, kaj so recimo stvari, ki lahko naredijo ogromen impact znotraj naprimer enega leta, ne. Kot pa recimo, ne, da gre zdaj delati produkt, ki misliš, da ga lahko na trg uspešno lansiraš šele čez 5 let, ne. Tle se mi zdi tako. Jaz bi rekel, da je bistveno večji risk failure, ne. Danes pri teh dolgoročnih planih, kot pa je bil recimo 10 let nazaj, ne. Ampak, če recimo samo pogledamo ta Apple Vision Pro, ne, v bistvu, da to folk adopta rab en use case, ko mu je ful všeč, ne, in te use case bojo različni za različne ljudi, ampak recimo primer, meni se zdaj fenomenalno, kaj je pokazal NBA, sicer je to še vse beta verzija, pa to je, da oni bojo dal na igrišče posebne kamere in ti boš do ta očala gor in se ti bo zdel, da si v prvi vrsti na igrišču. Razumeš, Lebrona Jamesa, Dončića, ne, boš ti imel pred sabo, ne. Se pravi, ta viewing experience za, ne vem, športe bo lahko ful boljši, ne. In jaz ne vem, če je to 10 let stran. Jaz mislim, da tukaj, mislim kaj, očala se morajo zmanjšati, neki proper use case morajo pridati noter, moraš ene par ljudi videti, ki to imajo in pa se bo začelo, tako da lahko je tudi 3 leta, recimo, ne. Jaz mislim, da je pri tem časovnici treba tudi gledati, to ni neka evolucija, neka mala izboljšava, naslednji iPhone ali pa ne vem, naslednja verzija ChatGPT-ja, ki v bistvu gradi na prejšnji.
To je v bistvu revolucija. Ne? Če bi zdaj mi res imeli ta očala v velikosti Ray-Bana, ki bi nam nudile vse te funkcije, to bi bilo čisto noro. Ne? In tudi produkt je toliko kompleksen, da ti v bistvu prestaviš vmesnik. Trenutni vmesnik so naši prsti pa ekran, kjer klikamo. Ne? Ti pa zdaj hočeš predstaviti ta vmesnik, da ti naprava in AI bere v bistvu tvoje telesne reakcije, predvideva, da kaj ti hočeš klikniti in v bistvu naprava komunicira direktno z reakcijami tvojih obrazne mimike, zenic in tako naprej. Se mi zdi, da je to toliko kompleksno, da to v enem letu zelo težko narediš. No. Sploh na takem nivoju, kot ponavadi Apple predstavi produkte, kjer je res vse premišljeno, kjer je vse intuitivno, preprosto. Mislim, ne, se strinjam, da je velik preskok, ne. Samo po drugi strani, imamo Meto, ne, ki bo ravno tako, mislim, da že jesena, ne, lansirala nova očala, ne. Sicer čist drug zmogljivostni razred, ampak vse en velik korak naprej, glede na to, kar imajo zdaj, ne. In glede na hitrost njihove iteracije, zdaj v zadnjem času, ne vem, po mojem ni za izključiti, da bodo naslednjo jesen ali pa kaj po kakšnem podobnem času pa spet novo verzijo lansirali, ne. Pa stane pa, mislim, da koliko so napovedali, da bo 500 evrov, ne. Mislim, tle je zdaj res tak razkorak. Vprašati zdaj, kaj točno je v tej tehnologiji, ne? Ker VR očala obstajajo že zadnjih, ne vem, 5-10 let, ampak vsaka so malo boljša resolucija, malo lepša slika, neke manjše funkcije. To za mene ni nek napredek. Ne vem, jaz ne kup teh očal sproval, pri večini nisem bil nekaj zelo navdušen. No? Zdaj ne vem, kaj ima sicer Meta v planu za naslednjo verzijo, ampak do tega nivoja, jaz teh očal še nisem sproval, ko berem o Applovem produktu, to je tako, da primerjamo kolo pa raketo. Ne? Ja, bomo videli. Vprašanje je, koliko bo kdo prodal tega, ne? Zdaj, to je tisne. Vse se mi zdi, da se take stvari začnejo gradual, zelo počas, pa sudden. Mi, zdaj, ko si rekel 10 let, meni skozi na pamet prihaja, koliko časa nazaj je bil iPhone prvi predstavljen. Ne? Pa bi lahko ti argument takrat uporabil, pa jaz sem že probal smartphone, pa se je že to nekaj časa, to ni tako dobro. Potem pa ena stvar pride, ko da na steroide, pa tudi ne takoj. A veš, se je prvi iPhone, sploh ga nisi mogel dobiti v Evropi, vem, da ga je folk šel tudi pol drugo verzijo v Italijo kupovati, pa to je bilo zelo drago v primerjavi z ostalimi devajsi, nisi imel App Store-a populiranega toliko, nisi imel use case-ov. Danes vidimo, kaj je to, 15 let od tega, če se ne motim, od predstavitve iPhone-a. Zdaj, če verjamemo temu napredku, ki je eksponenten, jaz mislim, da ne govorimo o 10 letih, Luka. Mislim, da kle smo bolj okrog 5 let, da bo to zelo, mogoče celo v mainstreamu, če so nas assumptioni pravilni, Pa use case-ov je toliko, enega je dal zdaj Lajaša, jaz sem dal z monitorji, nekaj obstaja, ker si mi ne moramo sploh zamisliti, language modele dodaš, Potem se pa navade ljudi spremenijo, Ti si rekel, da čakaš na velikost Ray-Ban očal, A veš, iPhone je bil takrat velik telefon, In potem smo šli še v večje telefone, In potem so iPada predstavili in se je folk smejal, Se mi zdi, da se navade uporabe tehnologije tudi spreminjajo. In mogoče boš imel pač malo večja očala doma, ker ti bo toliko enih use case-ov pokril. MBA, dizajnu boš neki, kino boš imel svoj oseben, meditiral boš, ne vem kaj, vse to, kar so predstavili. Tako da se mi zdi, da ljudje se tudi znajo hitro prilagoditi. Mogoče celo vedno hitreje, mlajša generacija. Tako nek moj take. A bi še kaj kle, ali Luka, nek respons imaš? Ne, jaz mogoče to se mi zdi pri Apple zanimivo, da Apple dosti krat za nekim takim novim revolucionarnim produktom svetu pokaže, kaj je sploh mogoče. Ker do zdaj nismo videli nič podobne tehnologije ali pa razmišljanja v to smer, kot to, kar je Apple predstavil, in to je bilo enako pri prvem iPhonu. Z prvim iPhonom ni še vse delovalo super, ni bilo dosti aplikacij, pokazali pa so vsem, v bistvu, oni so prvi naredili dober touchscreen, ki je bil zelo odziven in hiter. Tudi baterija ni bila takrat super, ampak pokazali so
kaj je mogoče in potem se je začel razvoj, pa ne samo v Apple, tudi potem konkurenca, so začeli vsi kopirati to, izboljševati in tak naprej. In tudi tu se mi zdi, da je to neka prva verzija, mogoče zdaj predraga, mogoče ni toliko use caseov. Jaz ko sem govoril o 10 letih smislu, ravno v tem, da bo mogoče ta očala res toliko majhna, pa da jih imaš kot sončna očala, no? Ampak jaz tudi sigurno vidim use case že v naslednjih, 5 letih. Ja, se je pa res, da Apple vedno malo zamikom stvari, gre na vlake, na trende. To je mogoče tisto, kar si Boris prej rekel, da si bil malo razočaran, ker niso large language modelov izpostavili, tako kot vse ostale korporacije, do zdaj. Se mi zdi, da je Apple kle malo unik, da recimo res čaka, in res priprav stvar, ki ima UX na neki zadovoljivi ravni. Ja. Apple tudi dosti krat čaka, da je tehnologija dovolj daleč, da ima neka stvar smisel, Ker ko je prišel na primer prvi Oculus, je Oculus bil? Ta prvi je bil, ne? Na Kickstarteru, mislim. Ja. Ko si to uporabljal, to je kot da si v nekem Minecraftu, to je bilo vse tak s pixeli, z zamikom, to je bilo grozno, mislim, use case nula, razen da je bil to nek gadget, In Apple se mi zdi, vedno čaka, da je tehnologija na nekem nivoju, da lahko oni predstavijo produkt, ki ima smisel. Ker ti Oculusi na začetku so bili v bistvu raziskovali nekega pravega smisla, pa niso imeli, to so ljudje malo potestirali, se jim je zdelo super, potem pa so to vrgli v stran, ali pa nikoli več uporabili. Ja, zdaj, če se premaknemo na te language modele, jaz imam v bistvu malo osebno, sebično zanimanje in vprašanja za Borisa. Jaz se zdaj v nekih parih projektih, kjer razmišljamo v uporabi, so celo core produkta language modeli in zdaj z neko idejo prideš, moraš uporabiti nek language model in ne veš, kaj uporabiti. Mind gre sicer takoj na OpenAI, vsaj moj mind je šel, in kako se konektati na API od OpenAI in GPT-4 uporabljati. Ampak tukaj obstaja ogromno enih alternativ temu, pa sem mislil, da bi bilo mogoče uporabno tudi za ljudi, ki poslušajo ta podcast. In vem, da neki jih posluša, ki se s tem ukvarjajo. Da malo tukaj, Boris, malo poveš svoje mnenje, pa trenutno stanje okoli open sourca, cloud sourca, kaj se uporablja, na čem je smiselno graditi, je vprašanje. Ja. Mislim, da zaenkrat, kar se tiče closed source oziroma pač teh komercialnih modelov, je pač stanje isto, kot je bilo. Še vedno je pač vodilni OpenAI oziroma Microsoft. Nobena odprto kodna rešitev še ni prišla za res blizu GPT-4. Mislim, to do te mere, da bi lahko nekdo rekel, no, sej to je pa skoraj ekvivalentno. Veliko presenečenje za mene je bilo, da tudi Google po vseh teh mesecih zdaj, še vedno ni prišel blizu za res, kar je, mislim, fenomen samo po sebi, bi jaz rekel. A to govoriš o tem, da si testiral Bard, pa da ni niti blizu? Mislim, tle sta dva pomisleka, pač eno, mislim, ne rab se niti testirati, lahko se sam pogleda performanse na različnih benchmarkih, pa je tako evidentno, zdaj, Bard recimo, to je pa ta druga stvar, ki je zanimiva, še vedno ni dostopen v Evropski uniji, kar utegne morda celo nakazovati nek nov trend, ko se v bistvu bodo ta podjetja enostavno odločala, da na evropskem trgu pač ne bodo lansirala teh rešitev, Sam, Boris, a to, da ni dostopen na evropskem trgu, je posledica tega, ker če hočeš biti dostopen na evropskem trgu, moraš prilagoditi model in se jim ne da zabavati s tem? Ja, jaz mislim, da je to strani Google neko obvladovanje pač regulatornih tveganj, sicer v tem trenutku povezanih z GDPR-jem, verjetno v naslednjem koraku povezanih z tem novim AI Actom, ki je zdaj v procesu sprejemanja. In pač mislim, da bi bila to velika škoda, Mislim tako, to bi bil en tak oren korak nazaj, ki bi Evropo, ki že tako sama po sebi, kot kontinent, ni zdaj, rekel, vodilna na področju tehnologije, bi postavljala samo še bolj nazaj. Ker mislim, to, da Google ne lansira tega na našem trgu, to ne pomeni zdaj, da bo pa zdaj neka domača homegrown zadeva pač vzela
to mesto. Ampak bi rekel, da je veliko tveganje, da ostane neka praznina na področju določene tehnologije. Zdaj pa kar se pa tiče odprtokodnih modelov. Boris, mogoče če ostanemo pri Google, pa lahko zapremo to poglavje. Dej povej mi, kako ti sploh misliš, da bojo oni to implementirali v svoj produkt, ki mu rečemo search, glavni produkt, ne? Ker zdaj prele sem kazal neke te njihove koncepte, se pravi, imaš Google Search, tako kot je zdaj, samo da je od zadnji language model, ki ti kar daje odgovore, ne? Mislim, to me malo zanima, kako ti vidiš njihovo strategijo. Jaz mislim, da ne vem, če je sploh že dorečeno, ne? Jaz mislim, da je to glavni razlog, zakaj, mislim, eden od, recimo, parih glavnih razlogov, zakaj so pravzaprav malo zaostali na tem področju, ne? Ker zdi se, da vključevanje oglasov v interakcijo z boti ni najbolj gladka stvar, ne? Torej, da bi ti, recimo, medtem ko se pogovarja z botom, vmes gledal neke pasice, pa če bi hotel iti pol na stran, bi mogel tja klikati, pa bi te ven iz pogovora odnesel, to mislim, da ne funkcionira, ne. Zdaj, ta druga stvar, ki jo lahko narediš, je pa, da nekako subliminalno, ne, prilagajaš te odgovore bota, glede na to, kaj ti plačujejo pač neka podjetja, ne. Sem to pa tako znižuje zaupanje uporabnikov v storitev, da spet ni dobra rešitev, ne. Kaj pa, če bi bilo plačljiv? Kaj pa, če bi jaz plačal za Google Plus? Ne, to so že ampak neki. Jaz mislim, da to je dobra rešitev, ne, samo tukaj je pa zdaj problem glede na ponudbo na trgu, ne, zakaj bi zdaj plačal za Google Plus, ne vem, pa bi dal 10 €, če pa tam en drug, ki ponuja približno isto stvar, pa je 9, ne. Pa se lahko sam na podlagi brenda za to odločaš, ali kakorkoli že, pač kar naenkrat postane težje, ne? Pa lahko se zgodi, da se primat, ki ga ima eno podjetje na trgu, potem malo zamaje, ne? Mislim, jaz imam občutek, da zdaj glede na vse tudi, kar vidim pa poslušam, da trenutno se smatra online search po dolgem času zdaj kot eno področje, ki je pripravljeno za nek, bom rekel, novo prerasporeditev tržnih deležev v odvisnosti od tega, kaj bodo firme tu počele, ne? Ker recimo 10 let nazaj je bilo to pač praktično nemogoča stvar, ne? Pa se, recimo, če ti sam pogledaš, koliko ljudi uporablja ta uporabniški vmesnik ChatGPT-ja, da ga nekaj sprašuje. Vse te zadeve bi, pred 3 leti, bi šle v Google Search, verjetno, ne? Ja, se pravi, velika večina. To je že avtomatsko usage reduction of Google Search, ne? In recimo jaz bi rekel, da jaz uporabljam Google Search manj kukar od ChatGPT. Ja, mislim, pri meni je podobno. Oziroma, jaz sem ugotovil, da največ uporabljam Google Search, zato ker sem to klen, da si ne dam strani med favorites. Potem ga pa v bistvu uporabljam kot neki menika, ne, pač. Točno to je. Ja, res je, enako, ja. Ampak če bi pa iskal zdaj eno kompleksno temo, ne, recimo, sta dve variante, ali bom šel v ChatGPT, ali bom šel pa v nek namenski iskalnik, recimo za znanstvene članke ali pa kaj podobnega. Vmes pa skoraj nič ni, ne. Točno tako. Ok, open source, closed source, kako zbrati, pa kje se nahajamo? Pač pri open source, jaz bi rekel, da open source modeli so ta trenutek, mogoče če prijemo pogled zadnji, ne vem, mesec pa pol, mogoče najbolj aktiven del razvoja pravzaprav zdaj na tem področju. Tle se spremembe dogajajo najhitreje. Torej, dogajajo se pa iz večjih koncev, ne. Pač prva stvar je, da vedno več nekih podjetij ali pa organizacij ali pa celo odprtokodnih skupnosti ne predstavlja nove in nove modele. Na drugi strani se pa dogajajo tudi optimizacije, torej kako te modele zaganjati na vedno manj zahtevni infrastrukturi, ne. In tle so res veliki koraki naprej bili narejeni. Kar se tiče samih modelov, v bistvu tako, fine-tuning enega modela na nek kar zanimiv nov set podatkov je zdaj ena stvar, ki se recimo lahko naredi za, ne vem, govorimo par 100 €, pa traja recimo definitivno manj kot en dan, ne. In to
To se mi zdi je mogoče neko zavedanje, ker se pravzaprav še ni čisto razširilo okrog, ne, kaj se dejansko zdaj da narediti. Ne. Je pa tako, no, kar se modelov tiče, zdaj obstajajo različne lestvice, ki spremljajo te modele, kako dobro delujejo. In izkaže se, da je v bistvu velik problem samo s parimi numeričnimi številkami nekako probati pozicionirati, koliko dobro je ta model. Torej, področje evaluacije teh modelov je ratalo zelo kompleksno in tle pač pričakujem, da bo treba narediti neke nove pristope, da bomo v bistvu dobili ta občutek z neko eno številko, koliko je zdaj v resnici ta model dober. A je to ta Hugging Face, ki neko lestvico dela modelov? Ja, so različne, ne, sej, kar se teh modelov tiče. Bom zdaj poiskal eno, pa jo lahko daš. A je to, kar je na ekranu? Ja, ne, to je samo lista v bistvu vseh modelov. Zdaj pa tle obstaja recimo en, evo, ti bom dodal tukaj v chat. Okay. Aha, leaderboard. Ja. Mislim, to je samo eden od teh možnih, a ne, recimo, ampak je indikativen, no, recimo, kje so trenutno te odprtokodni modeli. Aha, ni pa lestvice, kjer bi zaprtokodne in odprtokodne skupaj rangiral. Tudi obstaja, ja. Samo mislim, da... To bi bilo malo zanimivo. Ja, samo mislim, da jo ne dopolnjujejo toliko sproti z vsemi možnimi modeli, ne. Ampak ok, če bi ti šel zdaj, če ti jaz recimo zdaj kar povem... Evo, Klav, daj še tale link odpri, pa točno to v bistvu, kar si iskal sam. Ja, super. Evo ga. Pa boš mogel pa klikati gor desno, leaderboard. Evo ga. Ok. Arena Elo Meet rating. Moram malo razložiti, kaj to je. Ne? V bistvu ta stvar zdaj tako deluje, ta primerjava, zelo enostavno v bistvu, ne? Da pač uporabniku daje možnost postavljati vprašanja, potem mu da 2 odgovora, pa ne povemo, od katerih modelov sta prišla in potem uporabnik izbere, kjer odgovor mu je bil boljši. In potem pač v bistvu se ta Elo lestvica se tako naredi, kot pri šahu. Tako. No, zanimivo. Ful dobro. In zdaj, če bi jaz tebi dal nek use case zdaj kot konsultant, mi v bistvu z Andrejom delamo na njegovi Astri v bistvu en eksperiment, AI inštruktorja za matematiko. In mislim, da smo o tem že govorila. In v bistvu čisto odločitev glede uporabe modela za dolgi rok, kako bi ti svetoval oziroma kere informacije bi ti rabil, da bi lahko sploh svetoval. Kako se lotiti grajenja nekega produkta. Mislim, da najprej moraš tako pogledati, pač kar se tiče samega jezika, ne recimo, zdaj, če dela stvar v slovenščini, to takoj predstavlja nekaj dodatnih težav, ne. Recimo, sploh kar se tiče odprtokodnih modelov, se ti mal zmanjša poligon, ne. Recimo, odprtokodni modeli out of the box noben ne govori slovensko tako dobro kot GPT-4, ne. Se jih da prilagoditi, ne. Da se jih prilagoditi, samo je pa zahteva to svoje delo, ne moreš kar to out of the box potegniti, ne. Tako to je ena stvar, ne. Ta druga stvar je cena, ne. Pač to je malo odvisen potem od interakcije. Zdaj, uporabiti pri teh trenutnih cenah GPT-4 za vse, sploh če gre za eno stvar, ki zahteva zelo številne interakcije, je predrago za moje pojme. Ne. Torej je treba narediti kombinacijo, ne. Recimo, meni se zdi, da je to taka zanimiva rešitev, da se naredi hierarhijo nekih use caseov in se pač za določene se pokrije za šibkejšim modelom, potem se pa pusti en kanal, kjer pa lahko v posebnih primerih se pač pokliče bolj zmogljiv model, da ta model v bistvu poda odgovor. Ne.
To po mojem, tako v smislu produkcije, mislim, da bo zelo veliko rešitev narejenih na tej osnovi. Kar se pa tiče recimo teh lastnih modelov, ne, je pa predvsem, bi rekel, odločitev povezana s tem, pač koliko močno se želi uporabnik poglobiti v svojo infrastrukturo. Pač postavljanje infrastrukture ta trenutek zato ni trivialna stvar, ne. Tudi zagotavljanje dovoljšnih resursov, tudi v oblaku, grafičnih kartic ni samo po sebi umevno. Torej, sicer govorimo o skalabilnosti oblaka, ampak jaz vidim pri našem delu, ne, recimo, ker rabimo novo kvoto grafičnih kartic, to ni nekaj, kar se zgodi avtomatično danes, a ne? To se je treba spogajati. in tako, pol posledično, če vidim, da imajo velika podjetja težavo zagotoviti ustrezno kvoto, a ne? Kaj to recimo pol pomeni za en majhen startup, kot kole tam plava v vetru, a ne? Pač ni enostavno, ne. Jaša, se kaj hotel, ko sem čakal? Ne. Vprašanje za Lukata. Kako se vi interno tega lotevate, ko sigurno razmišljate v upeljavi, nekaj smo sicer govorili že o tvojih use casih, o upeljavi teh language modelov, pa če si kakšne researche delu, kako ti gledaš na to, ne? Katere modele uporabiti oziroma graditi na njih? Zdaj mi smo, jaz sem vzal tisto na svet od Borisa in sem rekel celemu podjetju, da vsem plačamo ChatGPT Plus in naj ga čim več uporabljajo, naj čim več testirajo, da bomo v bistvu finančno podprli vse projekte, vsa orodja, da si lahko zaposleni vzamejo, koliko časa hočejo za razvoj tega. In se potem kar hitro oblikovala ena skupina, mislim, da je zdaj 20 ljudi dela na raznih use casih, prototipih. In za bistvu glavno, zdaj že imamo par prototipov za to, da ti napiše, naprimer, na našem dating appu si v bistvu ti moraš ustvariti nek oglas, nek opis tega, kaj ti želiš. In če imamo prototip, ki ti v bistvu napiše ta oglas na podlagi par manjših inputov, pa da je potem lahko smešen, pa kakorkoli. Potem drug use case je, da delamo na virtualnem partnerju in pri virtualnem partnerju imaš dva faktore. En je ta chat, pa ta pogovor, drugi je pa tudi vizualno, da bomo z pomočjo AI-ja razne slike generirali in potem uporabniki to dobili. In v bistvu pri tem imamo malo več težav, zaradi tega, ker imaš pri normalnih slikah je še ok, ko imaš pa kakšne bolj intimne slike, pa veliko teh modelov začne blokirati oziroma ne dovoljuje. Imaš tudi modele, ki to dovolijo, ampak pri veliko modelih imamo pa tu neke prepreke. Ampak naš pristop trenutno je, da bomo čim več stvari testirali. Zdaj ravno implementiramo nek nov A/B testing proces, zaradi tega, ker tudi rekli smo ravno pri tem, ko ti v bistvu napišeš svoj opis. Mi vemo, da je to ena izmed glavnih preprek, ker kot priješ v aplikacijo, pa moraš ti razmišljati, ok, kak naj zdaj sebe opišem, ti je lahko to v bistvu neke vrste velik conversion killer, ne? Da potem se nekdo tam ustavi in smo rekli, dajmo mi čim prej dati nek prototip, ki v bistvu deluje že zelo super za moje pojme, pa dajmo videti v A/B testu, kaj bo to pomenilo za številke, koliko se bo številke izboljšale in potem bomo tudi na podlagi tega videli, v katere projekte se nam splača vložiti še več časa, več developmenta, kateri projekti pa smo naprimer mislili, da so zanimivi, potem niso. No? Je pa ta virtualni partnerka sigurno en izmed večjih projektov, imamo pa drugače en kup nekih takih manjših stvari, ki jih bomo že v tem letu v bistvu integrirali v aplikacijo. V bistvu imam dva vprašanja za te, Luka. Katere modele ste uporabili, kako ste se lotili pri teh projektih, open source, closed source, kaj uporabljate v zadju? Pa malo me zanima, če lahko razširiš to, kar si rekel, da si ta task force ustanovil, 20 ljudi, pa nagradi. Se mi zdi, da veliko ljudi, vem, da so podjetniki, pa poslušajo ta podcast, pa mogoče bo tukaj kakšna uporabna stvar za njih, kako upeljati v bistvu v kulturo to. Ja,
Ja. Zdaj za ta test, v bistvu začeli smo tako, da smo napisali v ta kanal, kjer so vsi zaposleni, da vidimo, da je AI zelo pomemben nasploh za vsa podjetja, predvsem pa za nas v dating področju, in da želimo, da bi vsi čim več to uporabljali in da bomo tudi vsem plačali to plačljivo verzijo in naj čim več to testirajo. To je bil prvi korak, potem drugi korak je bil, da smo v bistvu odprli nov kanal, kjer so si lahko zaposleni izmenjevali razne linke, izkušnje, prototipe, in v bistvu nismo nikogar forsirali, pa rekli, zdaj ti pa moraš na tem delati, ampak je bilo toliko internega interesa na tem področju, da se je zelo hitro oblikovala kar velika skupina ljudi, ki se s tem ukvarja. In v bistvu nismo... Recimo, ta stvar se mi zdi zanimiva. Mi imamo isto te interne skupine in eni delajo, eni imajo že pač produkt, ki ga skoraj že hočejo marketirati, eni so bolj v razvojnih fazah. In se mi zdi, da pa v teh skupinah, kaj si recimo opazil, kakšen je ta prav miks znanja. Ne? Logično rabaš nekoga, ki lahko nekaj tehnično naredi, ampak se mi zdi, da tudi rabaš nekoga, ki razume produkt in use case in to. In je v bistvu neka taka cross-functional skupina. Ja, sigurno. Pri nas imaš vse, od CTO-ja do head of data in analitike, data scientist, produktniki, biznis, tako da v bistvu je zelo širok spekter ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Mi smo iz biznis vidika dali mogoče par stvari, za katere že vemo, da če vsaj malo to izboljšamo, bo prineslo nam neko vrednost podjetju. Ne omejujemo pa s tem novih idej ali pa novih poskusov, tako da z našega vidika čim več kot zaposleni to nekaj testirajo, ima nove ideje, boljše je za nas. Zdaj, glede modelov, Klemen, naprimer za ta, mi pravimo temu v bistvu ta prompt, da ti napišeš ta svoj opis, oglas, smo testirali dva, eni GPT-3 Turbo, ki je za ta namen čisto dovolj, ta drugi je bil pa ta DaVinci 3 model. Pa pri teh tekstovnih ni toliko problema, dosti večji problem je potem, ko prideš naprimer na generiranje slik. Tam smo testirali, ne vem, Stable Diffusion, pa v bistvu tam smo testirali en kup, niti ne vem točno, kaj vse. Mislim, da je bil, kaj že bil tista zadnji, samo malo, da vem, če ga imamo to napisanega. Midjourney? Ne. Midjourney je problem, ker nima API podpore, ne? To je glavna ovira. Drugače, v smislu kakovosti trenutno rezultatov mislim, da je še vedno vodilni. No. Ja, ampak Midjourney za nas ni primeren. Mislim, da je bil Stable Diffusion, pa kaj bi potem, Leonardo, pa Stability AI smo gledali, pa potem še Recraft AI. Ampak to je zelo eksperimentalno, tu še moramo ugotoviti, kaj bomo sploh v prvi verziji tega predstavili, pa ampak za naš je največji problem to, da ta podjetja omejujejo in sploh, če si predstavljaš v nekem virtualnem partnerju, če hočeš imeti neke, ne vem, intimne slike, nekaj takega, potem si lahko zelo hitro blokiran z strani API-jev, tako da tu imamo malo več težav s tem. Drugače sem videl, da ta zadnji model od Stability AI, SDXL 0.9, glede na rezultate se mi zdi tak, no. Se ga splača preizkusiti, no. Jaša, kaj pa na tvojem področju, ne? Zdaj, če čist zelo na grobo vaju razmejima, ne, pač Luka je v startupu, ti imaš upravka s korporacijami pa večjimi podjetji, ne? Kaj tam vidiš na tem področju, kako pa oni razmišljajo okoli teh modelov? Ja, jaz vidim predvsem to zdaj čisto konkretno na projektih, da je recimo glavni use case po mojem je nek internal search z atribucijo sourceov,
pač chat, ki ti odgovarja na tvoje vprašanja, ne vem, kje imam te podatke, tukaj imam take pa take podatke, ki bi jih lahko kupil, ali že imamo podobne podatke, kje in tako naprej. To je glavna zadeva. Tudi korporacija ima milijone dokumentov, policies, regulations, pogodb in 100 enih stvari. Ne? In že samo ta zelo core use case od vseh dokumentov, ki jih ima korporacija na SharePointih, na Drivih, na tekst, na Confluence pageu, Teams chat, vse stvari, kako to malo bolj uporabniku prijazno ta dostop ponuditi. Ne? Se pravi, to je zelo core use case tudi za ta chat, GPT in podobne modele. In kaj se dogaja, je, da mi smo šli v en pilot za eno firmo in pol oni, pravilno se mi zdi, rečejo, ampak Microsoft 365 ima ta Copilot, mi imamo itak vse, praktično večina teh nekih dokumentov v Microsoft okolju, zakaj ne bi počakali, da recimo se to pride do nas, ker zdaj ta Copilot je v neki testnem obdobju, nekem pre-releasu in dajmo videti, če je to zadostne. Tako da ta zdajva se tako hitro spreminja, da v bistvu ne vejo čisto točno, v kaj bi danes vložili. In posledica tega je, da mogoče je full-on investment mal počasnejši, ker razumejo, da bo neke stvari, ki bojo pač best practices, se bojo razvile v naslednjih mesecih. Ampak meni se zdi, da... To je že. Mislim, da je že 300 firm je v tem pilotnem programu, ni pa še publicly dostopno za vse firme. In meni se zdi, da od vseh teh use caseov bo največji preskok to, da bo to prišlo vse firme, ki ima Microsoft Suite, ker je praktično, po mojem, 85% firm in bo produktivno samo šla navzgor. Seveda je tukaj milijon nekih use caseov, te podatke lahko samo ta človek dostopa. Ful imaš nekih privacy information, to moramo blokirati in tako naprej in tako dalje. Ne? Ampak to se mi zdi, da bo za večina firm, bo to prvi glavni večji preskok v produktivnosti, ko bo imel dostop do tega kopilota. No? Jaz se v bistvu več ali manj se strinjam z vsem, kar je Jaša povedal, dodal bi mogoče za konc tale view, ne. Pač, zakaj bi recimo eno podjetje zdaj šlo v neko zgodbo razvojno tega, ne, če pa lahko računajo čez 3 mesece, naprimer, da bodo dobili tako isti feature od Microsofta, ne. Ja, en razlog je, ne, tako kot sem že prej nakazal, ne, zdaj se en del tega value, capture, ali kako bi rekla, ne, torej zajemanja vrednosti na trgu, ne, se mi zdi, da kaj je bil prej mogoče razdeljen na obdobje 10 let, se zdaj malo bolj v kratko obdobje skoncentrira. Ne, ker pomeni, da si lahko predstavljamo, ne, če predstavlja ena tehnologija konkurenčno prednost za podjetje, mogoče zdaj mora računati s tem, da proba čim več te konkurenčne prednosti izkoristiti, ne vem, recimo obdobju 2 let namesto 10. Ker pomeni, da v bistvu podjetja, ki lahko hitro odreagirajo na nove tehnologije, pa so pred ostalimi, lahko nesorazmerno velik delež te konkurenčne prednosti dejansko ulovijo zdaj. Ne? Ker potem, ko bodo to vklopili vsem firmam, to ne bo več diferenciator med njimi v smislu produktivnosti. To je ena zadeva. Druga zadeva je, moje izkušnje kažejo, da je tle vse en kup enih specifičnih veščin, ki se morajo vse razviti za delo s temi stvarmi, če hočemo jih uporabljati, bom rekel, kot ne samo čist kot končni uporabnik. Ne? In to pomeni, da tudi delo na nekem use caseu, za katerega se pričakuje, da ga bo Microsoft vsem razrešil v roku par mesecev, je lahko dobra investicija, ne, za vse tiste use case, ki bodo potem te ljudje lahko adresirali z znanjem, ki so ga pridobili, ko so razvijali tega prvega. Ne.
Tako da mislim, da je kar lahko ena motivacija vseeno, da podjetja probajo biti zgodna tle. Plus, to pa mogoče malo na temo to, kar je Luka rekel, En efekt, ki mislim, da se v podjetjih zgodi, ko začnejo recimo tako bolj proaktivno vabiti zaposlene, da se s tem ukvarjajo, je tudi, da uporaba teh orodij skoči ven iz te sive cone. Jaz mislim, da še posebej v korporacijah je zdaj ogromno tega, da ljudje v bistvu uporabljajo ta orodja, čeprav jih mogoče uradno ne bi smeli, zato ker je ta percepcija, da boljš, da o tem ne govorijo. In potem posledično tudi en del te vrednosti, ki bi ga podjetje sicer lahko ujelo, zdaj ostane tako ali mal prikrit ali ne. In ena zadeva, ki mislim, da bo zelo veliko podjetij šla v to zgodbo, je, da bodo pač probala postaviti, z uporabo recimo Azure Cloud ali pa česa podobnega, nek pač lasten korporativni ChatGPT. Mislim, tudi če ne bo povezan dejansko z internimi podatki, samo zato, da bi v bistvu preprečili, da zaposleni uporabljajo ChatGPT, ki ni zamišljen kot business to business orodje, in tudi nima ustreznih varoval za to. Veš kaj mi je prišlo na pamet, Boris, kaj je rekel Jaša, da bojo oni zdaj vklopili za vsa podjetja, ki Office 365 uporabljajo ta tula. Kako bojo oni to shendali, se pravi Microsoft, v tem primeru? Ker že zdaj, če pogledava, veš, GPT-4, ko uporabljaš, si omejen, včasih dol pade, ker se zbudijo Američani, API je full omejen, tudi dol pada, ne spuščajo vse ljudi, vse podjetja noter, da dobijo dostop do API-ja. Kako hiter misliš, da bojo oni sposobni skalati to v tem skalu, kakor ga je Jaša opredelil, ker to se mi zdi zdaj trenutno impossible, da bo kar 100,000 verem zdaj uporabljali. Sej verjetno je ta trenutek nemogoče. Zato pa še ni, mislim, zato pa ima ta pilotni program 300 organizacij, ne vem koliko ne, ampak to je absolutno, bi rekel, journey, To bojo oni vkopali. Videli ste, kaj se je zgodilo z Nvidio, glede cene delnice, pa s tem, kako se oni hitro premikajo, in kaže tako, da bojo res nek lider kot ponudnik teh grafičnih oziroma strojne opreme za te modele. Mislim, mogoče ena stvar, ki jo dobro malo spremlja zdaj, kar se tega tiče. Torej, jaz mislim, da zdaj veliko enih oblakov, bodi si teh javnih, pa tudi teh, bom rekel, lokalnih, ki jih podjetja postavljajo, je zdaj v procesu posodabljanja iz A100 grafičnih kartic na H100, ki so, mislim, da 8-krat zmogljivejše nekje. In tako, po moje bo zdaj v roku naslednjih mesecev bomo priča enemu kupu rezultatov, oziroma do neke mere smo že zdaj v tem, ki bodo v bistvu drastično boljši, ker smo jih lahko do zdaj naredili čisto preprosto zaradi tega dodatnega skoka v zmogljivosti. Na drugi strani, te optimizacije, ki sem rekel, da se dogajajo za zaprto kodne modele, se bodo tudi za komercialne, seveda, isto. Recimo en dober indikator tega je ta intervju, ki ga je imel Mark Zuckerberg pred kratkim z Lexom Friedmanom, in je tudi sam rekel, da v bistvu oni so dali ven model, ki ni bil čist pod res permisivno komercialno licenco, ampak ljudje so ga vsem potem optimizirali, in je rekel, da oni zdaj interno eno od teh optimiziranih različic uporabljajo, zato ker jim ful prešpara. Tako da, skratka, tle sta ta dva trenda, rast računskih zmogljivosti na eni strani, na drugi strani pa te optimizacije, ki probajo narediti vse skupaj bolj učinkovito. Pa tudi recimo, če pogledaš, verjetno največji ekspert, ta head scientist of OpenAI, Ilya. Ja, tako, on je, mislim, res priporočam, da si pogleda par intervjujev z njim, ki je next level model. In on tudi reče, da računska zmogljivost in to ni limiting faktor, da nima nobenega worja glede tega sploh. Tako da, tako kot je rekel Boris, vedno boljši čipi, grafične kartice, availability plus
manj bojo uporabljali za iste operacije, se mi zdi, da to se bo lahko skalalo. Skalalo se bo lahko, to sploh ni vprašanje. Vprašanje je bilo, kako hiter. Recimo čisto konkretno, ne, če bi nekdo zdaj to hitrost rad ukusil, vem, da na Lambda Cloudu, ne, mislim, da ponujajo za $1 pa 30 centov na uro lahko najameš tole H100, kar se mi zdi smešna cena, ne, glede na to, kaj smo še pred kratkim plačevali za A100. Ja, zanimiv. Veš kaj, Boris, še tole bi te vprašal. Microsoft Phi 1 language model. Ja. A bi lahko ti razložil, kaj to sploh je, ker jaz osebno nimam pojma. Ja. Pač to je zadnji v nizu teh modelov za generiranje kode, ne, odprtokodnih. No, tale še ni odprtokoden, ampak sem prebral, da naj bi ga objavili. Ne. Torej, model je poseben zato, ker je v bistvu v primerjavi s tem, kar je do zdaj obstajal, zelo majhen. Ne. Mislim, da ima samo 1,3 milijarde parametrov. Dosega pa v bistvu rezultate, ki so primerljivi z več kot 10-krat večjimi modeli. Ne. Zdaj, kako jim je to uspelo? Dejansko na račun tega, da so ga natrenirali na izjemno kvalitetnih podatkih. To je treba razumeti, ne. Večina teh modelov se sicer trenira na podatkih, ki so, da rečem, svinjerija, ne, pač neke bolj ali manj random stvari iz interneta, ne. Medtem ko tega ne so pa oni zelo skrbno učno množico pripravili, noter so dali v bistvu so z GPT modeli zgenerirali simulirane knjige, ki uporabniku razlagajo, kako naj piše kodo. Torej v bistvu so probali dejansko tako, ljudje se lažje naučijo eno stvar iz učbenika, kakor pa da samo random code snippete berejo iz interneta. Ne? In to isto, ta isti princip so zdaj poskušali uporabiti pri enem teh modelov in rezultat je bil, jaz bi rekel, izjemen. Ne? In tudi sama ta velikost, ta model je tako majhna, ne? To bo lahko laufal, mislim že zdaj, ne? To lahko laufa na telefonih, ne? Kaj šele, ne, na kakšnih zmogljivih strežnikih. In verjamem, da tudi niso dosegali še nekega limita, ne, tako da bo lahko po moje postal še manjši. Ne. Tako da bi rekel, en del te inteligence, ne, se bo ratala tako, da skoraj rečem nekako ambientalna. Ne. To bo pač v browserju noter, ali pa ne, na telefonu, ali pa povsod. Se pravi, če prav razumem, so oni uporabili en language model, da so zoptimizirali učno gradivo za ta drug language model. Tako, ja. Saj to je zdaj kar pogosta praksa, ne, da v bistvu uporabiš ti enega za to, da ti zgenerira učno množico, pa na njej učiš drugega, ne, ki je pač zoptimiziran. Mislim, najboljši je ta pogled, to primerjavo, ne, Phi 1, ne, tako kot imaš tukaj spodaj na dnu ekrana, ne, pa Wizard Coder, ne. Wizard Coder je trenutno najbolj zmogljiv odprtokodni model, to vidimo potem predvsem human eval, statistiko, ne. Če malo nazaj skočiš mogoče na tist, in je Phi 1, ne, je dosegel tle 50%, ta najzmogljivejši pa 57%, ne, kar je v bistvu zelo blizu, ne. Ja, prej sem ti skočil na eno drugo stvar, ki bi ti rad, da jo razložiš. Mogoče, no, ker nimamo več veliko časa, ne, bi tole še pokomentiral, ker recimo ta članek, ne, je bil, bi rekel, največji premik v mojem razmišljanju, no, v zadnjem mesecu dni, ne. Gre za model Voyager, gre za inteligentnega agenta, ki je prilagojen za delo v Minecraftu, no, oziroma za interakcijo z Minecraft okoljem. Mislim, to se samo po sebi ne sliši, kaj je zanimivo, ne, spet nek model, ki pač neke igrice kontrolira, ne, kot brez veze v bistvu, ne. Samo mislim, da ni v tem primeru, ne. Torej, kaj je od zadnja, ne. V bistvu ima nekako 3 take komponente, ne. Prva komponenta je tako imenovan kurikulum, ne. To pomeni, da recimo temu agentu, ne, da se v bistvu pogleda malo, kakšne stvari ima na voljo. Ne, recimo, tako primer bi bil, kukar, nahajaš se blizu potoka in v inventoriju imaš ribiško palco in potem na podlagi tega mu daš ustrezno nalogo, recimo, daj probi zdaj ribe loviti. Probi se naučiti, kako ribe loviš. Ne, pač to je ena stvar. Ne, to uspodbujaš ga k preizkušanju stvari, k eksploraciji okolja in tako naprej.
Ta druga zadeva, moja najbolj ključna, je pa v bistvu, da on poskuša te probleme zdaj reševati s kodo. Torej, ne da bi zdaj mi njega trenirali na 1 milijardi sessionov v Minecraftu, ampak v bistvu se mu pove, to je tvoja naloga in potem mora on napisati program, kako to nalogo reši. In v bistvu medtem, ko poskuša, mu okolje daje feedback. Torej v smislu, pač nisi bil uspešen. Dokler pač enkrat ne napiše kodo, ki v bistvu naredi cilj, hkrati ima pa tudi ona, tako kot smo opazili pri GPT-4, če ti napišeš eno kodo, pa mu pa rečeš, a lahko reflektiraš na to kodo, a lahko jo izboljšaš, tudi ta mehanizem je zraven. Tako da tudi sam pogleda, kaj je napisal, pa malo razmisel o tem. No, in potem, ko mu enkrat uspe napisati kodo, ki reši problem, ta koda, ta code snippet gre potem v neko knjižnico, ki predstavlja zdaj njegove naučene veščine. In ta knjižnica ni omejena. Ta knjižnica lahko skozi cel čas, bom rekel, življenjsko dobo tega agenta se povečuje in v bistvu ne vzame nič prostora za shranjevanje, ker to so code snippeti, tega imaš lahko pač neomejeno velik. In jaz mislim, da je to ena čisto nova paradigma k strojnemu učenju. In sicer bi rekel, da razlika je med tem znanjem pa prepoznavanjem vzorcev, ko ga dobiš ti prek experienca. To je tisti del, ki sem rekel, pokažemo ti 100 milijonov tega, kako je recimo en agent te stvari delal, ti se pa probi zdaj iz tega nekaj naučiti in sicer tako, da prilagodiš svoje uteži, nevronske mreže. To je bil ta klasičen način. Ful, bom rekel tako, počasen, nezanesljiv, zato ker temelji na nekem prepoznavanju vzorcev. Tole zdaj je pa v bistvu pridobivanje eksplicitnega znanja z interakcijo z okoljem. Torej ti poskušaš, potem vidiš, da je šlo skozi, ampak ti imaš zdaj eksplicitno napisano kodo, kako ta problem reši. In ta koda gre potem v nek library in agent lahko kadarkoli potem, ko se sooči s tem problemom, recimo, če se vrnemo na primer, on je zraven potoka, ima ribiško palco, pa je, recimo, da je lačen ali whatever, v igrici to pomeni. On zdaj lahko pogleda tam v svoj library, kaj mora narediti, da bo ulovil ribo. Pač code snippet bo vzel ven, pa bo naredil. In zdaj, jaz si dajmo sam predstavljati, kako bi recimo to izgledal, če bi neki takega obstajal v podjetju. Torej, da je tam en inteligentni agent, ki ima neke naloge, v bistvu tudi stalno je vzpodbujan, da pač proba kakšne stvari, recimo, da vidi, a se nekaj da narediti, a se ne da narediti. In vsak problem, ki se reši enkrat, je rešen za zmeraj. Zato, ker je zdaj noter v libraryju skillov oziroma toolov, ki jih lahko uporabi za to, da pač te nadaljne probleme rešuje. Spravo spomin v bistvu. Ja, spomin ima, v bistvu spomin ima, ampak še več kot to, kot spomina. V bistvu je to nek recept, neka zbirka receptov, na katero veščina, se vedno lahko zanese, veščina. Naučena veščina. Ampak kako recimo ti to, Boris, veš, ker se mi zdi, to je, se strinjam, to je zelo dober pogled. In točno to je v velikih firmah vedno velik problem, da mi dupliciramo stvari. Mi dupliciramo, kako je ta prav query in iščemo pa ure in to je že moj sosed, ki 3 metre zraven mene sedi direktno 1 uro prej na redu, ampak jaz tega nisem vedel. In tukaj se mi zdi ta pasivna vključenost AI-ja pomembna, da ti nekaj delaš in ti reče, hej, v bistvu to je že v tem code libraryju, ali pa to je nova stvar, še noben to ni naredil, prosim, vključi to tukaj ali nekaj tasga. Se pravi, ne, da ti sprašuješ AI, ampak da se AI vključi na podlagi tega, kaj ti delaš. Ja, jaz sem tako razmejil zdaj te stvari. Recimo, use case, ki si ga prej razlagal, in tudi je res tak, najbolj pogost trenutno, kako samo iskati po že obstoječem knowledge baseu. Jaz bi rekel, to je prvi korak. In ta korak zahteva, da si ti kot user proaktiven. Ti ga moraš vprašati, v search moraš upisati, kaj bi rad. Zdaj, to, kar si zdaj razlagal, pa jaz rečem, da je v bistvu neke vrste ambientalna inteligenca. Ker ti v bistvu nekaj delaš in potem zraven je en model, ki skozi spremlja v bistvu, kaj ti delaš in sam proba tebi v bistvu neke sugestije delati, povezvati do nekih informacij, ti dajati feedback. In je skozi je stalo. Čez Vision Pro. Ja, lahko to čez Vision Pro čez 5 let, ja. In pol ta tretja stopna, ima mogoče recimo malo s tem Voyagerjem povezana, pa v bistvu, da imaš ti zdaj nekega agenta, ki mu pa ti en del delegiraš,
ti mu rečeš, glej, dej, ti to poglej, pa mi pol priti nazaj z rezultatom. In tle pa on pač more sama se odločiti, kam more pogledati, mogoče more kontaktirati kakšnega človeka v firmi, pa ga kaj vprašati. Tako, recimo, to je pa nekaj, kar vidim, da po moji oceni, da bo tako drugo leto postalo bolj aktualno, ko bomo najprej predelali vse te ambientalne use case po podjetjih pa tako naprej. In evo, mogoče to, ta ambientalna inteligenca, tle bi en tool omenil, ta mislim, da je tako revolucionaren za veliko ljudi. Audio Pilot se mu reče, Audio Pen, sorry. To je v bistvu ena zadeva, ki lahko jo imaš na telefonu in recimo, ko imaš neko razmišljanje, se vklopiš, se posnameš in kaj on naredi? On v bistvu naredi transkripcijo tega, kar si govoril, ampak ne samo to, ampak ta transkript v bistvu v neko bolj spolirano obliko prestav. In moram reči, da ko enkrat začneš to uporabljati, je res revolucija. Ja. Recimo, ampak se to na iOS-u je obstajalo. Ne, sam ni isto. A veš, pač, tle gre, bom dal primer, konkreten. Jaz se recimo pelem v avtu in imam... Dej, zdaj uporab. Zdaj brez veze, zelo bi tudi, ampak speljem se v avtu in imam idejo za neko kodo, kako bi napisal. In to pržgem in začnem razlagati. Ja, veš, pa hočem, da ta funkcija naredi to, ne to, ampak mora iz une baze najprej prebrati. Tako mislim, tako malo blodaš, tako kot da bi razlagal tam enemu programerju mogoče, kako bi lahko nekaj naredil. Ok, potem on to posname, predela, prideš domov, se usedeš za računalnik in imaš napisano specifikacijo te kode. Tako, na tak način, da jo lahko samo daš noter v ChatGPT, pa mu rečeš, ok, zdaj pa razvi to. Ja. To ni enostavna transkript, to je transkript plus pucanje tega transkripta, ker ga razume. Ali pa recimo, da dam en primer, tak čist življenjski. Zadnjič me ena sodelovka kontaktira, mi je napisala na vse zgodi nek message na Teamsih, če ji lahko dam neke talking pointe za en sestanek. Sam jaz takrat sem bil na enem drugem in tega nisem videl. In pa pridem se vsem za računalnik, vidim ta njen message, pa ji napišem, kdaj pa imaš ta sestanek? Pa ona tako reče čez 20 minut. Jaz bi pa mogel zdaj tam pisati noter en esej. In sem sam šel, tole pržgem in zdrdram tej zadevi vse, kar sem imel v tej temi, ampak to tako neurejene misli, pač tako, kukor na hitrco, rabil sem, 3 minute, zadeva mi to transkriptira in mi dobesedno naredi v spoliran dokument s talking pointi in jaz sam Ctrl-C, Ctrl-V njej noter v Teamse. Pač tako. Ja, zanimivo. To pa je zanimivo. Mislim, prav nek asistent, ki mu ti samo svoje misli zdradraš, on jih pa pol uredi. Ali pa recimo, če pišeš blog post. A veš, ti tako malo razmišljaš, to idejo imam, pa to neki pač blodnje in potem greš za računalnik in imaš blog post. Ampak Boris, recimo, ko jaz uporabljam ta GPT app na iOS-u od OpenAI app, pa ima to opcijo z Whisperjem transkripta. Če ga jaz na koncu spromptam, pa mu rečem, lahko, isto boš kar sem rekel. Isto bo. Samo, a veš, ti boš zdaj imel še ta prompting vmes, ta stvar pa by default večino časa dobro dela. Ja, razumem. Kako so pa naredili ta app? To so Whisper pa prompti so odzadne. Isto je, nikaj. Ful dobro. Ok, hvala vam. Boris, jaz bi te rad vključil še v naš tedenski newsletter, kjer mi damo 5 linkov damo vsak teden najbolj zanimivih, pa mogoče glih taki tuli, kot si ga zdaj na koncu predlagal, če kaj najdeš, samo vrš v ta chat, ki ga imamo na LinkedInu, pa bo pol Mateo dal v newsletter, tako da se mi zdi, da bo to zanimivo za ljudi, ki spremljajo AI, da vsake toliko dobijo kakšen nov tool. Drugače, sam glede toolov bom tako rekel, da jaz mislim, da je zdaj ful preveč tega, teh toolov je 10,000 in potem, tako se mi zdi, doskrat ljudje hoče, ti bom jaz nov tool predstavil, Jaz dejansko uporabljam tako, 4 tule. In to je to, In zdaj pač tega sem sam zato omenil, ker je pač ta eden od teh, Drugače. Ja, štekam.
Ja, meni je ta iOS OpenAI app, ki šterko imaš lepo, pa Whisper, pa mu kar govoriš svoje misli in ti dela teske, ne? To je kar game changer. No. Imam skozi telefon zraven, kad delam in kar govorim, ne? In pol vidim, kaj pride, če je kaj uporabnega. Ja. Teda ful hvala vam vsem trem, v veselje mi je bilo, pa se vidimo naslednjič, upam, da ne tok delati stran, kot je bil ta. Tako da, Hvala. bodite dobro. Hvala, Čau. adijo. Čau, čau.